Pozdravljeni. V ponedeljek se je v Strasbourgu začelo septembrsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, prvo po parlamentarnih počitnicah. Tokratno zasedanje je bilo v znamenju letnega govora predsednika Evropske komisije Junckerja o stanju in prihodnosti Evropske unije. V okviru 4-dnevnega zasedanja smo se seznanili s stališčem sveta o proračunu Evropske unije za leto 2017, razpravljali o ustvarjanju ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, o ustanovitvi nujnega skrbniškega sklada Evropske unije za Afriko, o vmesnem poročilu o preiskavi glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju, ter o sektorju poštnih storitev v Evropski uniji. Vsakoletni jesenski govor o stanju Unije je od leta 2010 uvod v razpravo o političnem programu za naslednje leto. Juncker je v svojem govoru predstavil svoj pogled na trenutne politične in gospodarske razmere v Evropski uniji, spregovoril pa je tudi o izzivih, s katerimi se sooča Unija. Evropska unija danes ni v najboljši kondiciji. Veliko je izzivov, ki nas čakajo v prihodnjem letu. Migrantska kriza, varnost, terorizem, Brexit, spodbujanje rasti in novih delovnih mest. Še posebej pereča je vse večje nezaupanje v Evropsko unijo. Odgovor na vse izzive je le v skupnem in enotnem sodelovanju institucij, držav članic in nacionalnih parlamentov. Če bomo zmogli preseči razlike ter znali sprejemati kompromise, potem nas čaka svetla prihodnost. Moramo se osredotočiti na naše državljane in preprečevati nadaljnjo fragmentacijo Evropske unije. Razpravljali smo tudi o ustvarjanju ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Po zadnjih podatkih Eurostata se je rodnost v Evropski uniji v zadnjih desetletjih znižala. Tudi v Sloveniji nas lahko skrbijo demografski trendi. Rodnost je namreč le 1,5 otroka na žensko v rodni dobi, za obnavljanje prebivalstva bi potrebovali vsaj 2,1 otroka na žensko. Na vse te izjemne demografske izzive je potreben enoten odziv v smislu podpore družinam prijazne politike, ki so pomembne za spodbuditev pozitivnih demografskih gibanj, saj lahko imajo negotovost zaposlitve in težke delovne razmere negativen učinek na načrtovanje družine. Poročilo, ki smo ga sprejeli, tako poudarja, da mora biti usklajevanje poklicnega, zasebnega in družinskega življenja zajamčeno kot temeljna pravica za vse ljudi, pozdravlja pa pristop komisije k politikam glede ravnotežja med zasebnim in poklicnim življenjem, ki so zelo pomembne za obravnavanje socialno-ekonomskih izzivov. Svet je v skladu s proračunskim postopkom parlamentu predstavil svoje stališče glede proračuna Evropske unije za leto 2017. Sredstva v proračunu so in bodo omejena. Za vse potrebe bo zmeraj premalo denarja, zato se je treba kot prvo osredotočiti na najbolj pereča vprašanja, ki so danes varnost, begunska kriza ter spodbujanje rasti in delovnih mest. Veseli me, da je komisija v svojem predlogu proračuna Evropske unije za leto 2017 mobilizirala vsa možna sredstva za soočenje z begunsko krizo in pomembno je, da se tudi države članice zavedajo, da se bodo lahko s to krizo uspešno soočili le vsi skupaj in le z zadostnimi sredstvi. Potrebno je spodbujati evalvacije tako na ravni Evropske unije kot v državah članicah. Tako bomo vedeli, kaj deluje in kaj ne, kaj je učinkovito in kaj ne. Priča smo tudi paradoksu, ko sredstva Evropske unije ostajajo neporabljena. Razlog za to ni zmeraj samo bruseljska birokracija, ampak tudi premalo znanja in preslaba nacionalna podpora za porabo sredstev. Razpravljali smo tudi o ustanovitvi nujnega skrbniškega sklada Evropske unije za Afriko, ustanovitev sklada ter dodelitev 1,8 milijarde evrov finančnih sredstev Evropske unije, ki je ad hoc odziv na izzive, s katerimi se soočamo
Opozarja pa nas, da potrebujemo bolj fleksibilen proračun Evropske unije ter večje proračunske rezerve, če se bomo v prihodnosti želeli uspešneje spopadati z nepričakovanimi krizami. Kljub izrednim razmeram, ki terjajo od nas hitro in učinkovito ukrepanje, pa ne smemo pozabiti na zakonito, pregledno in odgovorno rabo proračuna Evropske unije. Na plenarnem zasedanju smo obravnavali vmesno poročilo o preiskavi glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju. V svoji razpravi sem poudarila, da je več kot očitno, da imamo v Evropski uniji slab tržni nadzor nad dogajanjem v avtomobilskem sektorju. Škandal, ki je bil odkrit v Volkswagenu, ni osamljen. To pa ugotavljamo potem, ko so odklopne naprave v Evropski uniji uradno prepovedane že 18 let. Dizelska vozila z neustreznim delovanjem odklopnih naprav še vedno vozijo po naših cestah in tako onesnažujejo naše ozračje. Znižanje emisij CO2 je pomembna naloga vseh, zato je pomembno, da tovrstne škandale odločneje odkrivamo in nanje odločneje odreagiramo, tudi z odkrivanjem in ustreznim sankcioniranjem odgovornih. Evropska uredba na tem področju je preveč nejasna, saj kljub zakonski prepovedi uporabe odklopnih naprav dopušča še vedno preveč možnosti razlage glede uporabe teh naprav, zato je potrebno v najkrajšem možnem času to urediti. Prav tako je pomembno, da v tej preiskavi poleg Evropske komisije in Evropskega parlamenta sodelujejo tudi države članice. Nenazadnje gre za zaupanje potrošnika v evropske proizvode. Sektor poštnih storitev v Evropski uniji je v zadnjih letih zaradi digitalizacije doživel številne spremembe. Na eni strani se zaradi elektronske pošte zmanjšuje obseg pisemskih pošiljk, na drugi strani pa se zaradi spletnega nakupovanja povečuje število pošiljk in paketov. Kljub različnim pogojem v posameznih državah članicah moramo spodbujati in izboljševati kakovost in zanesljivost dostave paketov v Evropsko unijo. V sektorju poštnih storitev potrebujemo odprtje trga in konkurenco, le tako bomo odpravili številne ovire pri spletnem trgovanju v Evropski uniji, ki smo jim priča: visoke cene dostave, nepreglednost, dolgi roki dostave ter nejasna odgovornost v primeru izgube pošiljke. Spoštovani, potrebujemo več optimizma in manj pesimizma. Kot je dejal Juncker, zagotoviti moramo boljšo Evropo. Evropo, ki varuje, ohranja evropski način življenja, državljanom daje moč in jih brani doma in v tujini. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in lep pozdrav do oktobrskega plenarnega zasedanja. Lep pozdrav v Slovenijo.